Če se sprašuješ, kako lahko postaneš go-to oseba oziroma brand za tvoje idealne stranke, potem je ta epizoda podcasta naravno zate. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Za veliko podjetnikov je misel na brand ali pa da bi gradili namerno brand nekaj, kar se zgodi samo od sebe ali pa nekaj, kar bojo naredili, kot bojo dovolj veliki. Tukaj pa je ena velika napaka oziroma zanka, v katero se lahko marsikdo ujame in potem ne pride do rezultatov, kot si želi. Zakaj? Ker branding ni nekaj, kar se zgodi samo od sebe in če nimaš neke strategije oziroma prave smeri, potem prideš v bistvu lahko na čisto drugačne konce, kot si mogoče želiš, ali pa v bistvu imaš prepoznavnost po ničem oziroma ljudje sploh ne vejo, s čim se ukvarjaš, kam bi te recimo uvrstili. Zato je res zelo pomembno, da namenimo svoj čas, tudi če si popolnoma na začetku poti, za grajenje svojega brenda. Ker brand namreč se gradi, ampak če se ne zavedamo, kaj gradimo, lahko mogoče gremo tudi v napačno stran oziroma si naredimo veliko težjo pot, kot v bistvu je potrebno. In če samo pomisliš na kakšne velike brende, naprimer Apple, Nike, Tesla, njihova moč ni samo v tem, da imajo recimo super izdelke, ki so lahko mogoče celo primerljive z drugimi, ampak je v bistvu se predvsem razlikujejo oziroma jih loči brand po njihovi kvaliteti oziroma ločuje v bistvu od drugih. In tukaj si potem seveda lahko privoščijo tudi višje cene, kar pa pomeni, da vsi mi lahko to uporabimo tudi za svoj brand. Namreč, če se naš brand pozicionira oziroma je nekaj više cenovnega, lahko potem imamo torej višje cene, si potem doniramo različnim organizacijam in dosežemo tudi tiste, ki si mogoče nas v tem trenutku še ne morejo privoščiti. In brand je v bistvu tista glavna razlika. Če pogledava recimo samo Teslo, Tesla, ki proizvaja recimo avtomobile, so sicer lepi, drugačni, moderni avtomobili, ampak tudi druge znamke verjetno bi lahko se strinjali, da proizvajajo tudi super, mogoče celo enako kakovost avtomobilov, ampak če pogledamo, je cena pri Teslinih avtih občutno recimo višja. Seveda ne govorim o tem, da niso dobri ali kaj takšnega, ampak da niso mogoče še malo boljši, lahko so tudi, ampak pozicioniranje brenda oziroma njihov brand jim v bistvu daje svobodo oziroma sploh omogoča, da lahko imajo potem tudi višje cene. In zdaj, če mi ne gradimo namerno svojega brenda, potem se razvija mogoče kar nekam oziroma nimamo prave strategije in mogoče se fokusiramo samo na svojo kreacijo, ponudbo, ker verjamemo v to, da če bo naša ponudba super, da se bo prodajala, ampak temu že nekaj časa več ni tako. Včasih je to bolj verjalo, da če ustvarim, potem bodo prišli in če imam dobro ponudbo, bodo tudi prišli. Danes pa poplava vseh ponudb, vseh informacij tako zelo velika, je v bistvu seveda v prvi vrsti moramo imeti fantastično ponudbo, ampak moramo imeti tudi fantastičen brand, da bi postal naš brand oziroma mi ena taka go-to oseba oziroma brand za reševanje težav, ki jih imajo naše stranke. In če tega nimamo zgrajenega, lahko to vodi v nenehno ustvarjanje, piljenje, optimizacijo ponudbe, v resnici pa ni potem nekih rezultatov. Zato bom danes s tabo delila nekako 6 enih takih pomembnih točk, ki jih je dobro, da jih vsak nekako podjetnik pa podjetnica pozna, nameni tudi pozornost za to, da lahko zgradi svoj boljši brand. In prva točka je, verjetno bom se slišalo mogoče že malo, da se ponavljam, sploh če se že dlje časa v moji družbi, ampak prva točka je definitivno poznavanje idealne stranke in pa njenih žuljev.
Kaj mislim s tem? S tem ne mislim, da moraš poznati samo ime svoje stranke, pa koliko je stara in tako naprej, te demografske podatke. To vse seveda še vedno velja, še vedno je dobrodošlo, ampak predvsem, da svojo stranko poznaš v detajle, da veš, kaj jo žuli, kaj so njeni izzivi, kje v njenem življenju prihaja do teh težav, ki jih ima in tako naprej. Da poznaš torej njene želje, torej kaj si želi in jih hkrati potem veš tudi kot strokovnjak oziroma strokovnjakinja na svojem področju, kaj potrebuje. Ampak prva točka pa definitivno je to, da vemo točno, kaj so želje naše idealne stranke. Ti dam mogoče primer, da bo lažje. Če imamo neko žejno oziroma recimo osebo, ki ima glavobol in mi recimo smo nek strokovnjak za hidracijo, in zdaj ta naša idealna stranka je zelo dehidrirana in jo recimo zato boli glava. Ampak njena želja te stranke je, da bi jo nehala boleti glava in želja je, da najde mogoče recimo aspirin oziroma neke tablete proti bolečini. In zdaj, če mi zmeraj govorimo o hidraciji, pa vodi, pa kako je super in tako naprej, nas ta idealna stranka recimo ne bo slišala, ker ima ona druge želje. Torej, njena želja je, da torej najde tableto, ki ji bo rešila problem. Ker mogoče niti ne ve, da je problem v tem, da je dehidrirana in da če spije vodo, da jo bo nehala boleti glava in tako naprej. Skratka, to je en recimo takšen primer, ki identificira torej, kje so žulji oziroma bolečine oziroma izzivi naše idealne stranke in da ji res ponudimo tisto, kar si v resnici želi in potem ji v bistvu damo tudi tisto, kar v resnici potrebuje. Ker stranka tudi se nam ne bo sama znala ugotoviti oziroma mogoče niti ne bo pomislila na to oziroma se ne bo sama diagnosticirala, kaj potrebuje, ker zato smo torej na različnih področjih mi strokovnjaki, ki potem lahko damo diagnozo svoji idealni stranki, kaj ji bo rešila, ne pa da pričakujemo, da že to stranka sama išče. Nujno. Nekatere ja, večina verjetno ne. Tako da res, prva točka je zelo pomembna, poznavanje idealne stranke in predvsem njenih žuljev oziroma izzivov, ki jo ima. Idealno je, če se poskusiš postaviti v vlogo svoje idealne stranke in potem greš čez dan v mislih, kaj se ji dogaja, kje se ji v bistvu ti žulji jo najbolj zabolijo, kje ima te izzive in si lahko celo napišeš cel seznamček teh izzivov oziroma jih imaš nekje zmeraj blizu sebe oziroma da si jih lahko spomniš. Druga točka je potem pozicioniranje brenda. Zdaj, kako v bistvu si lahko edina izbira za svojo idealno stranko? Torej, če ti rečem, recimo, da ti rečem, ok, zdaj ti je zmanjkalo kruha pa solate, kam greš najprej? In verjetno bo tvoja misel v Mercator, v Spar, v Hofer, pač kamorkoli običajno hodiš. Torej, prva misel bo ena trgovina. Ne razmišljaš mogoče, kje je zdaj ceneje, kje so akcije, ampak kaj je tvoja prva misel. In tudi to si mi verjetno vsi želimo, da bodo tudi naše stranke pomislile torej najprej na nas, ko bodo imele težavo, ki jo recimo mi rešujemo. Torej, cilj v bistvu pri pozicioniranju brenda je, da si go to oziroma tista prva misel za določen problem oziroma izziv. Če bi nas bolel zob, bi rekli, ok, moram iti k temu pa temu zobozdravniku. In pozicioniranje brenda tudi pomeni, kako bomo pozicionirali naš brend na trgu. Ali bo to mogoče nekaj više cenovnega, nižje cenovnega, srednje cenovnega, ker na podlagi tega bo potem seveda tudi naša ponudba oblikovana, naše vizualije in vse ostalo. Ok, pa gremo na tretjo točko, ki je idealna rešitev. Zdaj, ko poznamo torej, kakšno idealno stranko si želimo, kako želimo pozicionirati, kakšen brand želimo zgraditi, bomo v bistvu za to lahko pripravili idealno rešitev. Zdaj, marsikdo bo rekel, to velikokrat, ogromnokrat slišim, ja, Maja, ampak moja ponudba je za vse ljudi. Recimo pri zdravilcih, maserjih, vsemi, ki se ukvarjajo z jogo, z dihalnimi vajami, z osebnostno rastjo, vsak človek to rabi. In ja, seveda se strinjam in lahko greš, seveda je tvoja izbira, greš po tej poti. Ti pa lahko samo to rečem, da je ta pot veliko, veliko težja, kot pa če si izbereš točno določen profil idealne stranke, ki imajo skupne izzive, ki so bolj torej fokusirane, ker
lahko za njih potem tudi prilagodiš ponudbo. In ne se bati, da potem nam bo zmanjkalo idealnih strank, ker vedno te idealne stranke, ko eno spiliš, lahko zmeraj še dodajaš. V ozadju je mogoče osnovna ponudba lahko popolnoma enaka, potem pa so delčki lahko prilagojeni za to idealno stranko. Tako da se ne rabiš bati, da bi jih zmanjkalo, bo pa pot veliko hitrejša in pa veliko lažja, če res se fokusiraš na eno idealno stranko in zanjo prilagodiš tudi svojo ponudbo. Torej, ko poznaš bolečino, lahko skreiraš idealno rešitev. Fajn je, da je ta ponudba torej nekaj, kar morajo imeti in ne samo nekaj, kar si želijo imeti ali pa kaj je fajn imeti. Torej, in tukaj ne govorimo o kakšni manipulaciji, pa da bomo zdaj okoli mogoče zavajali stranke, ampak v bistvu, da res razmisliš za svojo idealno stranko, točno kje jo žuli in da jo tako zelo žuli, da bi recimo ji želeli odstraniti čevlje. Ti dam mogoče še, da bi želeli torej pomagati pri tej rešitvi, da jo že mogoče tudi išče. In kaj je ena taka zanimiva zadeva? Recimo primer je, če se ukvarjamo z bolečinami v hrbtu. To lahko ima marsikdo te bolečine v hrbtu in bi lahko rekli, naša ponudba je recimo za vse, ker imamo bolečine, torej za vse ljudi, in tako naprej. In seveda bi lahko targirali vse ljudi, ampak ljudje, ki nimajo te težave, mogoče še tako močne ali pa jih boli hrbet, mogoče enkrat na 14 dni ali pa enkrat na 1 leto, bo to nekaj, kar je nice to have. Torej, je fajn bi bilo, ampak ne boli, ne žuli me še tako zelo, da bi res vložil v to rešitev. Zato je zelo fajn, da se fokusiramo torej res za tiste, ki imajo dnevno bolečine v hrbtu, ki, imajo torej res že konkretno iščejo tudi rešitev, pa mogoče še niso našli nič pametnega. In za njih potem seveda lahko veliko bolj personaliziramo tudi točno ponudbo. Mogoče bomo v ponudbo dodali kakšne dodatke, ki bojo zmanjšali bolečino, mogoče kakšne vaje, mogoče kakšne masaže, ki pa ne bi bile recimo nujne za tiste, ki imajo bolečine v hrbtu enkrat na mesec ali pa bi želeli to delati samo kot preventivo. Torej, vaje recimo bi bile popolnoma drugačne. Zato je res zelo pomembno, da se fokusiramo na določeno idealno stranko in potem zanjo prilagodimo, ko vemo bolečino, prilagodimo tudi idealno rešitev. 4. točka je potem vsebina. Vsebina, ki jo ustvarjamo za javno, torej na spletni strani, na družabnih omrežjih, v e-mailu, v medijih in tako naprej, je v bistvu zelo pomembna, ker z njo lahko gradimo kredibilnost in s tem pritegnemo tudi idealne stranke. In pomembno je, da dajemo v vsebini tudi veliko vrednost. To ne pomeni, da moramo nujno učiti vaje in tako naprej, ampak da damo vrednost tudi v stilu, da zamenjamo miselnost, da jim pokažemo drugačno pot, takšno, ki je možna in tako naprej. In seveda, da za svojo vsebino tudi gradimo odnose, zaupanje, da se bo potem hitreje zgradilo to zaupanje, odnosi in bo prišlo tudi seveda do nakupa. 5. korak je potem promocija. Promocija je zelo pomembna, ker če ne delamo na promociji, na marketingu in tako naprej, če nihče ne pozna naše ponudbe, bo verjetno tudi prodaja temu sledila oziroma trpela. Zato je zelo fajn, da si na urnik mogoče namenimo točno določen dan, uro ali pa vsak dan recimo pol urce, ko poskrbimo tudi za to. In to ni nekaj, kar enkrat torej spromoviramo in je to, ampak je v bistvu to nekaj, kar delamo konstantno. Oziroma je veliko boljše, potem pa, če imamo nekaj izrednega na pladnju oziroma nekaj večjega, mogoče kakšen dogodek, pa seveda lahko še mogoče malo pospešimo. Večinoma najslabše delujejo tiste, ki se mogoče se prodajajo, kupi, vidimo objave na družabnih omrežjih, potem izginejo popolnoma in potem spet, ko imajo, je spet kupi in nimajo rezultatov in se sprašujejo, zakaj. Zaradi tega, ker niso zgrajeni odnosi in so samo kot ena oglasna deska, ki pa jih redki ljudje ful obožujejo oziroma so zelo navdušeni. Tako da ne pozabiti tudi na to točko. In pa 6. točka, ki sem se želela dotakniti, je ful pomembna, pa redko sploh slišim, da se o njej govori, je pa tudi to, kako potem v bistvu dostavimo
našim kupcem, torej ko že postanejo kupci, kako potem poskrbimo za dostavo. In pri tem ne mislim samo prodajo izdelkov, pa jim potem po pošti pošljemo, ampak tudi dostavo storitev. Če se nekdo, ne vem, naroči na masažo, kako bo ta masaža potekala? A bojo dobili to, kar so kupili, bodo dobili manj, upam, da ne, ali bojo dobili več in bomo jih s tem tako zelo navdušili, da ne bodo nikoli več pomislili, da bi šli kamor drugam, plus nas priporočali naprej. Tako da jaz vedno zagovarjam to, da v bistvu poskusimo narediti ta over delivery, torej da dostavimo več, kot je bilo navdušeno, in da se ne gremo samo te igre, ki se jo marsikdo gre, če si pa zdaj ti moj kupec, je pa gotovo, jaz ti samo to prodam, dam in to je to. Ampak da za svoje stranke res, res fantastično poskrbimo in to lahko vpeljemo tudi v svoj sistem, torej da vpeljemo kakšna darilca, kakšna presenečenja, da poskrbimo, da to, kar je stranka kupila, ali konzumira, ali dobi res maksimalno super. Tudi če v teh darilcih pa bonusih torej ne govorimo javno, ampak potem je to kot neko presenečenje za stranko, da je v bistvu res veliko bolj navdušena. In s tem si nekako ne ravno zagotovimo, ampak povečamo možnost, da se bodo stranke na eni strani vračale in na drugi strani tudi priporočale naprej. Evo, to je teh 6 točk, ki sem jih želela se dotakniti. Upam, da ti pridejo prav. Želim ti uspešno in pa predvsem kreativno ustvarjanje brenda. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast v najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.